Gospa Žižt, lahko bi rekla, da je bila tudi objava vašega jutranjega članka, v katerem ste objavili, da ima Muzaferović telefon v mariborskem zaporu, podlaga, da je potem policija opravila popoldan preiskavo pri njem in ta telefon tudi našla, iz katerega je načrtoval vse te nepredstavljive stvari. Ja, dober večer. Zdaj bi morda samo to rekla, da seveda policija in tožilstvo imajo seveda možnost odreagirati takoj, ko se v javnosti pojavi neka informacija, taka pomembna. Vendar pa verjamem, da v tem primeru je policija verjetno imela vseeno že malo prej informacije, da naj bi torej imel Dino Muzaferović v svoji celici telefon. Tako da morda jih je članek spodbudil, da so akcijo danes ravno izvedli, pa vendarle verjamem, da to gre za takšno akcijo, ki mora biti dalj časa načrtovana, tako da verjamem, da se slovenska policija kar dobro pripravila na današnji dogodek v Mariborskem zaporu. Se pravi, v bistvu so opravili dobro delo. Absolutno, za pohvaliti, ja, seveda. A ste že dolga leta, ne že spremljate več kot 20 let kriminal v Sloveniji, na Balkanu in tako naprej. A ste že kdaj zasledili kaj takega, kar smo zdaj videli, da bi kdo od kriminalne združbe načrtoval napad na zapor in potem seveda tudi streljanje z avtomatskim orožjem na slovenske pravosodne policiste? Ne, moram reči, da nikoli se kaj takega še ni zgodilo. Poznamo primere, ko so zaporniki kopali luknje pod zidovi ali so, ne vem, šli s kakšnimi tovornjaki, ki so vozili kakšen material, da bi pa na takšen način kdo skušal pobegniti iz zapora, pa se še ni zgodilo. Tukaj v bistvu ne gre samo za to, da bi nekdo podrl zid v zaporu, ampak tukaj bi bilo verjetno zelo veliko ranjenih in mrtvih, da bi torej lahko nekdo pobegnil iz zapora. Bi se zgodila zelo ena velika kriminalna zgodba in tragedija. Je Muzaferović uporabljal ta telefon samo zato, da je načrtoval svoj pobeg ali še za druge stvari? No, torej o tem, o čemer sem jaz danes poročala v Večeru, sem poročala o tem, da se je pojavil skesanec, ki je najprej v Bosni šel na policijo, ker se je bal za svoje življenje, kajti po njegovem pripovedovanju je nekaj časa pravzaprav bil del kriminalne združbe Dina Muzaferovića Cezarja in je tudi prenašal drogo, orožje in tako naprej, vse do trenutka, ko naj bi mu bilo naročeno, da mora ubiti dva brata, za katere naj bi torej Muzaferović domneval, da bosta zoper njega pričala na Ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer zoper Muzaferovića in še 5 obdolženih poteka sodna preiskava ravno zaradi umora Satka Zovka in trgovine z ljudmi. Tako da torej naj bi načrtoval Muzaferović različne zločine, torej od trgovine z drogo, z orožjem in, kot sem dejala, tudi do načrtovanja umorov. In ta članek, v članku, katerega ste objavili danes, skesanec pravi, Muzaferović je brezkompromisen, kar se tiče maščevanja. Ja, tako, to smo že večkrat slišali. Zanimivo mi tudi bilo, ker je skesanec povedal, da ko je prvič osebno srečal Muzaferovića, to je seveda bilo še pred decembrom lansko leto, tedaj so namreč Muzaferovića zaprli, da mu je celo povedal, daj ti malo poglej na Google, kaj vse pišejo o meni, da boš videl, kakšna oseba sem jaz, kako sem jaz nevarna oseba. In je tudi povedal ta skesanec, da se ga je dejansko bal, da so se ga bali domala vsi člani njegove kriminalne združbe, ker naj bi bil slovel pač potem, da naj bi bil zelo maščevalen do tistih, ki so mu nekako ugovarjali ali so bili njegovi sovražniki. Za umor Satka Zovka pa naj bi ponujal od 150 do 180 tisoč evrov. Ja, tako je povedal skesanec preiskovalcem Nacionalnega preiskovalnega urada, kamor so ga torej poslali bosanski policisti, kamor je najprej želel pač povedati, da se boji, tako je torej povedal v Ljubljani, kjer je podal več ustnih kazenskih ovadb zoper Muzaferovića in njegovo domnevno kriminalno. Pa se ve, je bil zdaj Muzaferović prisoten ob tej likvidaciji Zovka ali ne? To jaz mislim, da je še stvar preiskave, vendar pa, torej, kot je bilo že tudi večkrat javno povedano v strani policije, naj bi bil torej on domnevni naročnik in pravzaprav načrtovalec umora Satka Zovka, do katerega je pač gojil določene zamere. Skesanec je med drugim povedal tudi to, da ne bi Muzaferović načrtoval umor Satka Zovka že najmanj 2-krat v Bosni in sicer na način, da bi pripeljali
skuter z vojaškim eksplozivom do njegovega avtomobila in ko bi Sadko Zovko sedel v svoj avtomobil, bi z daljinskim sprožilcem torej sprožili ta eksploziv v skuterju in predstavljamo si, da verjetno ne bi bil mrtev samo Sadko Zovko, ampak vsi tisti, ki bi bili okoli. Če se vrnemo še na današnje dogajanje, Muzaferović je bil preko svojega telefona aktiven po 15. uri iz mariborskega zapora. Zakaj? Ja, tako je povedal Skesanec, zaradi tega, ker je tedaj, tako je povedal, manjši nadzor, je verjetno seveda jih je manj pravosodnih policistov v zaporu in torej naj bi nekako, če se lahko tako izrazim, imel svoje uradne ure med 15. uro in 22. uro in torej naj bi preko tega mobilnega telefona tudi s Skesancem je večkrat komuniciral, odkar je bil v zaporu, je povedal Skesanec, torej načrtoval svoje kriminalne dejavnosti in na nek način tudi širil posel z drogo in z orožjem. Preiskava je danes policijska potekala tudi v Domžalah. Kaj so policisti po vašem mnenju iskali tam? Jaz seveda domnevam, da je to bilo absolutno v povezavi z najdbo mobilnega telefona in z načrtovanjem tega pobega oziroma te strašne likvidacije, če lahko tako rečem, tega napada v mariborskem zaporu. Koliko pa mi znano, bo pa jutri policija podala več informacij. Res je, ampak z avtomatskim orožjem je bil načrtovan napad na slovenske pravosodne policiste. Kako so oni sploh oboroženi? Kaj imajo? Koliko seveda vidimo, so oboroženi s tem, da imajo pištolo. Zdaj, samo v izjemnih primerih, da bi prišlo do nekega upora ali česarkoli drugega, imajo tudi seveda močnejše orožje, imajo tudi zaščitno, boljšo zaščito in vse to, ampak v nekih običajnih razmerah tega seveda nimajo, imajo, ne vem, prisilna sredstva, kot so lisice in seveda pištole, močnejšega orožja pa nimajo pri sebi. Ste tudi penologinja. Kakšna kazen je predvidena za tako neupravičeno posedovanje telefona in če se izkaže, da so vsi ti podatki na tem telefonu, kako je organiziral napad na mariborski zapor, na paznike in tako naprej? Ja, tukaj zdaj boste šle dve preiskavi. Ena bo šla v smeri, to se pravi, zaporniškega sistema, torej kdo mu je prinesel telefon v celico. Zdaj to, da smo našli telefon in da je načrtoval pobeg, je, bi rekla, samo disciplinski ukrep. Najhujši, ki ga lahko doleti, je oddaja v samico, pa tudi to je seveda določen čas, krajši čas, kolikor je lahko. Po drugi, vzporedno pa bo seveda tekla kriminalistična preiskava, ki bo torej skušala dati odgovore, za kakšno kaznivo dejanje naj bi torej šlo pri tem, karkoli je torej naročil Muzaferović. Vsekakor pa naj bi torej šlo za pripravljalna dejanja, ki bi torej lahko vodila do hudih kaznivih dejanj. Ne vem, lahko bi šlo za povzročitev splošne nevarnosti ali kateregakoli še hujšega kaznivega dejanja. Najlepša hvala, da ste bili naša gostja. Hvala lepa tudi vam.